Namesto tega brezveznega videoposnetka bi bil tu lahko vaš oglas. Gartner in Schreiber sta zelo slovensko zveneča priimka. Kaj nam lahko o teh dveh priimkih, se pravi family names, poveste? Kar veliko verjetno. Gartner je že dolg, ta najboljša firma na svetu, ta IT research. In Schreiber familija je prišla not, kad je Gartner kupil ena bolj mehna firma, kad se je klicala Metagroup. In jaz sem bil tam za 12 let prej, kad je Gartner nas kupil in Gartner je bila ta najbolj velika konkurenca, kad smo imeli. In kar naenkrat sem pa delal. In tako so dve familije skupaj prišle. V redu. Pa vaša družina ima seveda slovenske korenine, Gartner najbrž ne? Ne, to je točno prav. Ja, moja familija je moja mama je iz Ljubljane, pa iz Hrjula in moj oče pa iz Dolenjske. Kdaj ste se pocelili? Kdaj je to? Smo selili stran 68. leta, kad sem jaz bil 6 mesecev star. Aha. In v par tednov bom bil 40 pa. Zdaj, če bi se pogovarjal z damo, bi se vedel kompliment padel, tako se bom pa vzdržal za vsak slučaj. Ampak v redu. V redu. Ja. Kaj ima Gartner opraviti z Microsoftom? Z Microsoftom jaz bi rekel 3 drugačne stvari. Naše stranke veliko Microsoft stvari nucajo, pa veliko nas vprašajo zaradi to in mi velikokrat gremo do Microsoft, da dobro zastopimo, kako oni mislijo, da se bo vse to razvil. Jaz sem bil tam 4 tedne nazaj, za 2 dni so šli skozi vse njihove nove produkte in jaz imam v moji grupi jaz bi rekel, skoraj vse od tiste 60 ljudi nekaj od Microsofta gledajo. Pa tudi Microsoft je ena stranka naša, pa mi njim pomagamo in naša ideja je, da mi smo ena taka firma, kad oni vprašajo nas stvari in mi povejamo tako, kot je, namesto tako, kot oni hočejo slišati. Bravo. Se pravi, vaše analize poveste, jih ne olepšavate in hkrati svetujete. Ne? Točno. In jaz sem to in ta prvi človek, ki me je not prinesel v to industrijo, me je naučil, veš, ljudi hočejo eno stvar slišati, če jim poveš tisto, kad bojo narobe naredili, kad ne hočejo slišati, se te bojo spomnili, pa 2-3 leta naprej te predvsem nazaj pokličajo. Sandi Češko, ne vem, ste študija Moderna, ste poslušali njegovo predavanje, najbrž ne? Ne, nisem imel časa. No, ki se boste razumeli, on je v bistvu v svoji strategiji povedal nekaj takega, kot da podirajo zidove med producenti in kupci. Gre v tem primeru, kaj mislite, samo za spremembo kulture ali samo za spreminjanje strategij? Meni, če bo res, moramo spremeniti culture. In to je ta najbolj težka stvar in tiste firme, ki so to naredile, so zelo dobro gledani. Da to gledamo Google ali pa Amazon ali pa kakšna navadna firma, znam reči. So tiste bolj nove insurance companies. Zavarovalne. Ja, zavarovalnice. Pa kakšne energetske tudi, ne? Ja, so tudi tam. Ja. Če mi na misel pošli, bi rekel, kjer je, pa zdaj mi na misel pridejo. No, recimo, 2 zanimivi, ki sta pred 5 leti doživeli pravzaprav polom, Anderson pa Enron, ne? Tam je bilo v prvi vrsti vprašanje najbrž poslovne in osebne kulture. Ja, in tam je bila tudi ena moja prijateljica je tam delala in tam je bila taka kultura, da oni so naredili kako so oni hoteli in oni so nove, se reče v English, rules. Pravila so jih kar z glav naredili, namesto da bi tako naredili, kad se spodob, da bi z državo pa
svetom narediti. Oni so bili boljši kot vsi drugi in kad tako stvar vidimo, to je skoraj zmrn problem. Ja, brez konvencije, brez soglasja, ne, širšega. Ne. Točno. Recimo, ampak to podiranje zidov recimo med producenti in med kupci, pa saj to je pravzaprav s tem načenjaš neka osnovna pravila kapitalizma, ne? Ja, in mislim, da je bolj zastopam ta question. To je, bomo v angliški še enkrat, to je, it's bringing down the walls between the suppliers and the customers. Yeah, right. Okay. So jaz sem mislil between the users and the IT organization. No. So tam jaz sem zmerno mislil, da je velik rizik tam not. Zato, kad je dan konc, it works, kad je dan konc, je firma kot Microsoft dela za Microsoft. In če sem jaz klele pa delam za LS ali za državo, to ni ista stvar kot Microsoft. In je čist druga odgovornost, ne? Točno. In Microsoft hoče imeti dobre delnice, pa hoče plače njihove ljudi, in če sem jaz v drugi firmi, jaz hočem, da moja firma fino ljudi zna plačati, pa nove ljudi, pa take stvari. Jaz bi zmerno hotel imeti saj par firm, kad znam jeti za vsako stvar, zato kad jaz ponavadi hočem imeti sam na enega, kad mora vse fino biti. Skratka, več možnosti v vsakem primeru. Ja, jaz vem, da ko oni hočejo, pa ko jaz hočem je velikrat en in ist, sem izmerno vedno pa ne. Govorili ste tudi, da je pravzaprav zaključili ste vašo prezentacijo tukaj z nami, novinarji danes, da je poslovna kultura eno od bistvenih, kaj bom rekel, strateških vprašanj, ne, pri vsakem poslu. Recimo, a ste mislili, da gre samo za kulturo uporabe novih tehnologij ali v bistvu še kaj drugega? Mislim, drugega nisem kultura za nove stvari, sem da smo brihten, kako nucimo vse stvari, pa da znamo misliti, mislim, tako so layers of maturity, da najprej moramo tako biti na kolenah, pa hodimo, pa znamo teči. In najprej... Po Darwinu, ne? Po Darwinu, ja, točno. In najprej rabimo zastopati, kako hoče tista firma, država, kjer ga ta IT organizacija dela za njih, in pol če dobro znamo in bomo drug analogy tudi prinesel not, drugo znanje, kot smo vsi v eni hiši, in če si ti glaven šef od firme, najprej moram jaz mojo sobo imeti čisto, pa da je vse fino tam not, kot mora biti, in pol, če znam ti zelo dobro narediti, pol znam jeti v sobe od moje brata pa sestre, pa pomagati njim počistiti, pa mora biti nove stvari v tistih sobah delati. Najprej moram mojo sobo imeti prav. In če gre tam, pa jaz znam drugmu pomagati, in če tista pomoč ven skozi pride, da je bila dobra stvar, pol kar naenkrat je drugačnost, mi dva se drugačem govorimo, pa jaz sem... Razumeva se povsem drugače. Ja, ti me pa potegneš not, kad misliš, bi mogel vi kad vprašati. Ne, vse v redu. Vi mi bi not prenesel, ne takrat, kad že mislite, kva boste naredili, sem takrat, kad hočete na pomislu to imeti. Ja, ko že razmišljam o tem, kaj bi hotel imeti, ko gradim. In to je tisti Darwin, da najprej, če nimam dobro, lepo mojo sobo narejeno, pol glavni šefi mi bojo sem povedali, kva so se smislili. In pol, kad zelo dobro drugim pomagam, pa imam čisto mojo sobo, pol me not prinesejo blahmal, pa rečejo, mi mislimo ali to, koga pa misliš zaradi tehnologije. In to je pa to najboljše, moraš najprej tiste te prve stvari narediti. Skratka, dialog mora biti tudi pri vzpostavljanju, ne samo izvrševanje, ne o tem govorite. No, morda še tole misel, zakaj mislite, da bosta Indija in Kitajska v 30 do 50 letih tako samozadostni, da bosta pozabili na ostali svet,
razen seveda morda Brazilijo. Ne? Jaz sem to mal rekel, zato ker sem hotel mal šokirati vse tole ljudi. Sem tudi, če gledamo, koliko ljudi so na sveta, veliko so na tistih dveh držav. Obe državi imajo zelo dobre šole in to so zelo brihtni ljudi, to nisem taka velika država z ljudi, ki niso brihtni. Imajo veliko natural resources. Naravnih bogatstv. In znajo tudi trge not vložiti, to je zakaj veliko stvari zdaj za vse nas več koštajo. In imajo oni drugačen misel kot mi. In tisti drugačen zna biti, da če gremo ven 30-50 let, da bojo oni bolj močni. In če hoče več v to jeti, dva moja kolega so ena bukla pisali, kad se reče IT in the East in gleda, kako bo v Indiji tehnologija pa industrija se razvila in tudi v China in pa skup. In ta prva stvar, kad so gledali, je kako bojo te olimpijske igre v China skozi pa šle. Realizirali, ja. In bo ali China bolj odprta, ali Kitajska bolj odprta, ali se bo bolj zaprla. In to je ta prva stvar, ki bomo zdaj gledali. Ja. In kako bomo mi na tem delu sveta preživeli? S čim? Upam z brihtnost. Lepa hvala. Hvala lepa. Srečno. Srečno, ja.